Umetniški kolektiv Podmladek sestavlja 9 članic in članov, ki se združujejo že skoraj 4 leta. In trenutna razstava tukaj v Mariboru, Art Attack, je njihova 6. skupna razstava. Art Attack kot ideja pravzaprav izvira iz koncepta priljubljenih oddaj za otroke, kjer se torej predstavi nek ustvarjalni postopek z namenom, da gledalec potem videno poustvari. In ta postopkovni princip pri tej razstavi je viden po eni strani, torej pri nekaterih ustvarjalcih skozi zin, ki razstavo spremlja, kjer razgrnejo svoj ustvarjalni princip obiskovalcu, ga obelodanijo. Pri vseh pravzaprav pa prav ta postopek in nek how to do it moment zanje pomeni nek način komunikacije tem, s katerimi se ukvarjajo, poskus razreševanja nekih napetosti, poskus iskanja izhoda iz nekih brezizhodnih situacij. Pri vseh pa je opazen tudi nek aktivni pristop in premislek o svojem lastnem položaju, torej o položaju posameznika, v njihovem primeru kot umetnika, pa tudi položaju generacije, ki ji pripadajo. Razstavljena dela se porajajo iz mesta negotovosti in tesnobe, ki sta skupni članom kolektiva in zagotovo tudi generaciji, ki ji pripadajo. Ta se v prehodu iz izobraževalnega sistema v resnični svet sooča z občutkom ujetosti v lastne, nezavidljive okoliščine. Vita Eva Weishausen se tako posveti vrtu, ki ga vidi kot neločljivo povezanega z idejo povprečnega slovenstva, obenem pa zanjo postane nedosegljiv predmet hrepenenja. Kot nepremičnina, o kateri lahko le sanja, in kot prostor umika v času samoizolacije ter ponavljajočih se lockdownov. Nasprotno pa se Klara Kracina posveti množicam, v katerih se posameznik izgublja in kjer prevlada čredni nagon, ki ga vse prepogosto poganja konzumerizem. Z distanco opazuje situacijo, v kateri ljudje niso več zmožni razumne presoje in o njej poroča na svoj, slogovno značilen ter duhovit način. Urša Rahne ponudi ironično rešitev za take in podobne situacije, ko nas usmeri k povsem dobesednem izhodu, ki to ni, če tudi dopušča možnost, da nam njena gesta omogoča drugačen pogled na situacijo ali prostor, v katerem smo se znašli. Figure, ki jih Ema Kobal ustvarja v tehniki monotipije, obstajajo v drugačni atmosferi in ponujajo drugačen način izhoda. Izražajo svojevrstni notranji mir vsakokratnega motiva, v tokratni prostorski postavitvi pa nas njene figure tako vabijo medse v svoj tihi klepet. Tudi pri Petri Korent je v ospredju figura, a se njen izraz vselej obrača k lastni podobi, lastnemu telesu, skozi sprejemanje le tega in k opolnomočenju, ki iz njega izhaja. Z avtoportretom se je umetnica sprva ukvarjala le v risbah manjših formatov, pred kratkim v večjem kolažu, tokrat pa se je prvič poustvarila v 3 dimenzijah in lastnem merilu. Jaka Juhant se odvrne od telesa in se posveti ideji avatarja kot sredstva opolnomočenja posameznika, ki v svojem lastnem telesu ne najde potrebne utehe, temveč je rešitve zase primoran iskati v virtualni sferi. V tem občutimo napetost med sprejemanjem lastne podobe in možnostmi za različne načine njenega obstoja, ki jih odpira tehnologija. Neo Noir v svoji animaciji predstavlja plesočega pravega moškega, v zinu predstavlja njegove bistvene sestavine, z obema postopkoma pa se nestereotipno lotiva stereotipov, ki spremljajo spol. S tem je med tistimi člani kolektiva, pri katerih je v ospredju telo, vprašanje samopodobe in identitete ter način izstopa iz družbeno ustaljenih idej povezanih z njimi. Figure Sangare Prehaj naseljujejo drug pojmovni prostor. Težijo k abstrakciji, njene preproste forme in žive barve pa so ekspresivne in omogočajo določeno mero čustvene identifikacije. Kričanje in zehanje sta izražena skozi isti poenostavljeni zapis, umetnica pa z njuno svojo postavitvijo sugerira načine za sproščanje napetosti, ki se nabirajo v posamezniku. Podobno delujejo tudi figure Tjaše Cizej, ki sestavljene iz preprostih oblik groteskno izražajo stisko in nemoč posameznika, ki se sooča z občutki lastne nezadostnosti in nedohajanja sveta, v katerem živi. Kot grafična oblikovalka si postopoma oblikuje svoj prepoznavni vizualni jezik, ki stopi v ospredje tudi v grafični podobi tokratne razstave in spremljevalne publikacije. Skupina Podmladek, torej s svojim načinom delovanja,
Torej, to v bistvu ni v skupnem ustvarjanju, temveč v skupnem razstavljanju. Način, na katerega delujejo, jim omogoča, da izraža vsak nek lasten slog, neko lastno vsebino, delujejo v različnih medijih, dela pa kljub svoji raznolikosti se med sabo dopolnjujejo in kot celota v bistvu kažejo na to, da umetniki še vedno izhajajo iz nekih skupnih oziroma iz nekih podobnih generacij, se ukvarjajo s podobnimi vprašanji, izhajajo iz nekih podobnih življenjskih okoliščin in v bistvu prav to, kot smo že omenjali, se pač kaže neka ta stiska, neka anksioznost, vendar pa oni do teme pristopajo tudi z neko mero humorja in to je tudi nek zelo močen povezovalen element celotne skupine.